Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni v jesenskem ciklu naših srečevanj s Slovenci in Slovenkami, ki živijo za našo državno mejo in tistimi, ki seveda dihajo in živijo slovenstvo z našo matico. Znova smo torej v septembru s tem dogodkom, ki bo zdaj sledil, in z dogodkom, ki je bil pred nekaj tedni, mislim, da tednom dni, nekaj več, ko smo predstavljali študijske dneve Draga, posvetili svojo pozornost tako imenovanim ciklu Matičina odprta vrata. Cikel nima tega naslova po naključju, podpira te prireditve Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ampak seveda simbolno želimo s takim imenom povedati, da je Slovenska matica dom vseh Slovenk, vseh Slovencev, ne glede na to, na kateri geografski širini ali dolžini živijo. In tako je že nekaj časa ena naših uglednih članic in tudi avtoric naših publikacij, doktorica Bogomila Kravos. Svoj nastop na Slovenski matici kot avtorica naših knjig je začela, mislim, da v letu 2000, se spomniš, Bogomila? 2013, s knjigo, ki jo je posvetila svojemu očetu Josipu. Potem je skladno z njenim zelo intenzivnim raziskovanjem gledališke tradicije oziroma slovenskega gledališča na Tržaškem pri nas izdala tole zajetno monografijo o zgodovini gledališke dejavnosti od leta 1848 do 2018, kakor se je odvijalo v Trstu in okolici. Ob tem se seveda ni mogla izogniti slovenskim domovom, ki so zlasti pred drugo svetovno vojno in tudi pred še toliko bolj intenzivno pred prvo svetovno vojno, dajali prostor razvoju slovenskega gledališča. To se je odvijalo tako v Narodnem domu v Trstu, kot tudi v domovih v okolici. No, in nazadnje je Bogomila Kravos pri Slovenski matici v zbirki Spomini in srečanja izdala tudi tole knjigo Moj Trst, ki se prav začenja nekako z avtoričino resignacijo ali pa tudi razočaranjem o tem, kaj se danes dogaja s slovenskimi domovi na Tržaškem, in zato je nekakšno nadaljevanje knjižica Dom, ki jo bomo predstavili danes in ki je izšla pri zadrugi Primorskega dnevnika in je že doživela svojo predstavitev na Tržaškem. Danes pa sta z nami tukaj gospod Igor Kocijančič, predsednik zadruge Primorski dnevnik, lepo pozdravljeni, in avtorica, doktorica Bogomila Kravos. Da nam spregovorita o tem, kar sem rekla, da mora poosebljati tudi Slovenska matica, o tem, kako pomembni so taki prostori, ki jih lahko Slovenci imenujemo s to čudovito besedo dom, iz katere izhaja tudi domovina. Besedo, ki ima svoje korenine na samih začetkih evropske civilizacije, torej v stari Grčiji, kjer glagol demo pomeni gradim ali zidam, in od tod potem beseda starogrška domos, pa latinska domus in slovenska dom. In
beseda graditi, zidati je izredno pozitivna, izredno naklonjena temu, da hočemo povedati, da ustvarjamo neko skupnost, da ustvarjamo prostore, v katerih lahko ne samo mislimo, premišljujemo, ampak seveda tudi živimo svoje slovenstvo. In kaj se s takimi domovi dogaja danes, nekoč so jih gradili, zidali, kako jih nadgrajujemo danes, o vsem tem bosta zdaj spregovorila naša gosta, ki ima predajam besedo. Hvala lepa, lepo pozdravljene in lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Mislite, da je mikrofon nujen ali da se lahko brez? Nujen. Jaz predstavljam Zadrugo Primorski dnevnik, zelo na kratko. Zadruga Primorski dnevnik je lastnica glave edinega dnevnika Slovencev v Italiji, Primorskega dnevnika. Ustanovljena je bila pred približno leta 1997, tako da bomo kmalu obhajali 30-letnico ustanovitve. In do ustanovitve zadruge je prišlo v enem izmed mračnejših kriznih trenutkov v zamejstvu, v začetku 90-ih let, ko je zaradi posledice dogodkov, predvsem zaradi kraha tedanje Tržaške kreditne banke in gospodarstva slovenskega družbenega, tako imenovanega družbenega gospodarstva, nasploh prišlo tudi do tveganja, da bi izgubili dnevnik. Tako da so tedaj sprožili akcijo in dnevnik je postal pravzaprav lastnina svojih bralk in bralcev, kar je po svoje v italijanskem prostoru unikum. Imamo sicer druge dnevnike, ki so izraz zadrug, ampak to so ponavadi zadruge novinarjev ali pa drugačni tipi zadruge. Primorski dnevnik mislim, da je edini dnevnik v Italiji, ne vem, če v evropskem prostoru, ki naj bi bil last svojih bralk in bralcev. Zadruga, razen tega, da je lastnica glave, imenuje tudi upravni svet družbe za založniške pobude, ki je pač uprava Primorskega dnevnika, tista operativna prava uprava. In glede na to, da statut nam nalaga tudi dolžnost, da propagiramo in da skušamo podpirati čim več slovenske medije, slovensko tiskano besedo, imamo tudi ta običaj, da za svoje članice in člane imamo raznovrstne pobude. V letošnjem letu, ki je leto tako imenovanih okroglih obletnic, obhajali smo 80-letnico izhajanja Primorskega dnevnika, med drugim 12. maja, smo v to leto šli z nekoliko bolj ambicioznim projektom, tako da smo v začetku leta izdali založništvu z Mladino in z DZP-jem, se pravi z našo upravo, monografsko številko revije Mladina Antifašizem. Smo poskrbeli, da so vse članice in člani dobili posodobljeno izkaznico, ker po skoraj 30 letih ustanovitve zadruge so bile izkaznic kratko malo ni bilo več, tako da ti, ki so se včlanili v zadnjih letih, niso imeli niti možnosti, da bi dokazovali svoje članstvo, nekako. Tako da smo zdaj to spravili ad acta in kot potem sklepni del projekta za letošnje leto smo se odločili v dogovoru z dr. Krausovo, da izdamo to knjigo, ki ima posebno genezo, če lahko rečem. Jaz sem tudi iz tega predela, sem rojen Svetoivančan, tako kot Bogomila. In glede na to, ne vem, če ste tu sledili na zgodbo o vračanju narodnih domov, v glavnem z zaščitnim zakonom, da bom zelo kratek, ki je bil odobren leta 2001, nam je italijanska država, Slovenski narodni skupnosti v Italiji, vrnila osrednji narodni dom Fabjanjev in Svetoivanski narodni dom, ki je
domu, o katerem je govora v knjigi. Ta dom za obnovo tega doma je potem poskrbela dežela Furlanija Julijska krajina in je doživel tudi že svojo uradno predstavitev. Na predstavitvi je bila prisotna celo predsednica Slovenije. Mislim, da bo 13. oktobra 2 leti od tiste predstavitve. Žal pa po predstavitvi so potem dom spet zaprli, kar je bilo treba dokončati ena dela in dom je še danes zaprt. Se pravi, v trenutku, ko imamo mi to tiskovno konferenco, poteka prenos knjig iz odseka za zgodovino pri Narodni študijski knjižnici v Trstu, tako da se nekaj dogaja, ampak dejansko 2 leti po uradni poslovesnosti odprtju dom še vedno ne deluje. Ampak mimo tega, ker vsaka stvar nosi sabo nekaj slabega in nekaj dobrega, to, da so ga takrat predstavili uradno in da je bilo, mislim, da je bil en tak medijski odmev tudi v italijanskih medijih, to, da je prišla predsednica Republike Slovenije na otvoritev, je povzročilo tudi pri italijanskih someščanih nekoliko več radovednosti, tako da mislim, da preden bi zapisala, potem domovnica mogoče popravlja, preden bi ona pisala besedilo v slovenščini, je o Svetoivanskem narodnem domu imela na željo italijanskih someščanov nekaj predavanj v italijanščini. Besedilo ni samo zgodba Svetoivanskega narodnega doma, je tudi en širši pogled v tedanje zgodovinsko obdobje, v družbeni utrip tržaških Slovencev v tistem obdobju, recimo, da je obdobje kar široko, jaz bi rekel, da pridemo tja do preko osvoboditve, še do STO-ja in še dlje. In ker vlada tako zanimanje tudi v italijanskih krogih in ker smo vajeni, da si ponavadi o svojih zadevah zgodovinskih, tistih bolečih in tudi tistih svetlejših, ponavadi pripovedujemo vedno stvari v zaprtem krogu med sabo, smo takrat pri Zadrugi pomislili, da bi to knjigo, ne bom rekel izjemoma, ampak glede na to, da je tematika zelo aktualna in da zanima tudi italijanski del mesta, predstavili v tej obliki dvojezični. Tako da besedilo je v slovenščini, potem je nekaj fotografskega gradiva in potem je tudi besedilo v italijanščini, tako da bo tudi italijanski bralec dobil pogled v to, kar je bila slovenska skupnost, ne samo pri Svetem Ivanu, ampak v Trstu v začetku 20. stoletja, v koncu 19. stoletja. Jaz mislim, da bi bilo to za uvod lahko dovolj z moje strani, če boste potem in bi predal besedo kar avtorici. Hvala najprej Slovenski matici, da skrbi za stike, za te, mislim, da zelo plodne izmenjave, ker smo Slovenci malo razkropljeni in je naše slovenstvo pravzaprav izredno bogato. Poznati to slovenstvo pomeni biti zraven, sodelovati, si izmenjevati informacije. No in ta knjiga, ki je pred vami, Dom, je prav, želja je prav ta, da je bi informirala, bodisi seznanila s tem, kar smo Tržačani, bodisi slovenske bralce, bodisi italijanske. Torej, sta v bistvu 2 eseja, eden, ki naj bi mu bilo ciljno bralstvo Slovenci, drugi pa namenjen Italijanom. Kako je prišlo do knjige? Naj vam povem, da sem jaz, moj Trst je moje mesto, jaz se v Trstu živim. Bi pa rada povedala, da je bil Trst, jaz živim v Trstu, ki
v katerem gojim spomin na to, kar je bilo velemesto. Moji predniki so živeli v velemestu in od tega je tudi raslo vse to, kar je bilo okoli njega. Ker velemesto ima en poseben utrip. No, ni bil moj namen pisati to knjigo, ne tega eseja. Ampak v določenem trenutku so me sprovocirali in tako sem morala opustiti druge načrte in se lotiti tega, no to bolj v šali. Ampak dejansko to, kar je Igor omenil, tisto pred 2 letoma s predsednico, verjemite mi, tako se mi je zdelo vse skupaj za malo. Odhajala sem z te predstavitve, ne žalostna, ne zgrenkovo, ker to sem že odpisala tega, da nimam časa za te stvari. Ampak sem rekla, piš se v uho vse skupaj in predvsem to, kar te osebe, ki predstavljajo slovensko, tako imenovano manjšino, Slovence, tržaške Slovence. Vse skupaj je bilo, kaj bi rekla, ena promenada, en sprehod. Predsednico niso informirali, je niso pokazali, povedali, kam prihaja. In torej je bilo vse skupaj zelo nerodno, da ne uporabljam drugih izrazov. No, in tam sem jaz rekla, punca, ti beži po svoji poti, tako kot si navajena in živijo. Je, kar je. Čez nekaj mesecev so se oglasili iz italijanskega sindikata in me prosili, če bi povedala, kaj pravzaprav je ta narodni dom. Skratka, jaz imam raziskano gledališko dejavnost, ker je bila gledališka skupina od Svetega Ivana, iz tega predela mesta, je bila konstitutivni del profesionalnega gledališča. Tako, zato sem se jaz lotila tega nekoč v davnih časih. In sem rekla, ampak ne moreš reči, če te nekdo vpraša, kaj to je, nekaj, kar je tvojega. In sem se pač potem šla, pripravila predavanje. Ko sem pripravljala predavanje, sem se zavedla, da pravzaprav zelo dosti vem, da pravzaprav drugi vedo dosti manj od mene. In tako sem potem po tem predavanju predlagala uredniku Primorskega dnevnika, če ne bi 2, 3, 4 nadaljevanja za poletno branje o Narodnem domu, no, tukaj se je potem nabralo. Od tistih prvih, kot se temu reče, 20.000 znakov je prišlo na 90.000. In ko so potem bralci tako se mi zahvaljevali za to, kar sem napisala, se rekla, zdaj bo treba to še predelati v nekaj bolj tekočega, zato da bo v knjižni objavi. In seveda, ker imam za sosede Italijane, se mi zdi tudi, da se spodobi, da jim tudi povemo, kdo smo, kaj smo. Ker sami brišemo spomin na to, kar so naši predniki naredili iz svojega. Pomislite, vrača nam dežela nekaj, kar so naši predniki iz svojega zgradili. In tukaj sem jaz res malo gospodinja, meni se zdi greh karkoli zavreči. No, in v tej knjigi je torej opisano, kako nastane iz zaselkov in, kot se temu pri nas pravi, kontrat, to so tako dolgi zaselki, ki niso pravi zaselki, ker zaselek je le neko zaokroženo predel, zazidan predel. Tukaj so dolgi kontrade s korti. Kort je dvorišče, ampak značilnost korta je to, da je ena hiša zraven druge, ker s tem prispadajo en zid, ne? S tem se prihrani na enem zidu in tako so se ustvarjali ti korti ali dvorišča.
da je Trst se začne dejansko bohotiti in razvijati v prvi polovici 19. stoletja. Po Dunajskem kongresu takrat začne razcvet Trst. In potem vemo, da je leto 1848, ko se pa imamo podatek, da se Slovenci in Slovani v Trstu, ki se znajdejo v Trstu, se zavedajo, da so na obrobju slovanskega sveta in začnejo imenitno sodelovati med njimi. Tukaj je nek razcvet od leta 1848, ko se ustanovi Slavjansko društvo. To gre neka zavest, da imaš svojo gospodo v središču mesta. Za vse tiste, ki so prihajali iz obrobja, ja, to je neka izjemna spodbuda. Spodbuda, da tudi ti rasteš, se zavedaš, da si lahko pomemben. In tukaj dejansko opisi teh nekaj osebnosti, za katere vemo, ampak pomislite, mi smo jih izbrisali iz naše zavesti. Niti ena šola ni poimenovana po teh, ki so zasnovali neko skupnost. Za to skupnost žrtvovali, oziroma ne žrtvovali, vlagali v to skupnost. Meni se zdi, da niso žrtvovali, ker so se zelo jezili, zelo kregali, ampak cilj je bil vzgoja, rast neke skupnosti. In nekaj teh osebnosti je opisanih v knjigi. Mislim, da je treba omeniti Josipa Godino-Vrdelskega. Ta čudak, dejansko je bil čudak, ker je to bil deček iz ene izjemno revne družine, ki so ga dali v rejo k stričevim oziroma ujčevim. Ampak on je kradel znanje. Kradel, se je naučil pisati in brati. Ko je poslušal skrivaj tiste, ki so imeli učitelja, ki so si lahko privoščili učitelja. To je ena zgodba fantastična, toliko bolj fantastična, ker je on pustil neko dragoceno zapis oziroma svoj življenjepis. In tukaj imamo to bogatstvo, ko se ti razpre, prvič, kako so ti zaselki razdeljeni. In potem njegova volja, trdna volja, da uspe. Ta človek se je skregal na vsaki gimnaziji, vsem je bil skregan, ker je bil pač samo svoj človek. Ampak pomislite, on je, gimnazijo je študiral malo tukaj, malo tam, v Kopru se je skregal, pa je šel v Gorico, iz Gorice je šel v Ljubljano in v Ljubljani pri kom je, kdo je bil njegov profesor? Matija Čop. On je s Čopom govoril v nemščini, z Miklošičem v Gradcu, pa v francoščini ali italijanščini. Torej, to so ljudje, ki so potem, ko so se že dobili svojo stalno in službo, se uveljavili v službi, so potem investirali, vlagali v skupnost, zato da skupnost raste. Človek, ki je pisal, zato da bodo njegovi sokrajani se naučili pisati in brati. Torej, to je nekaj časopisov je tudi izdal. Mislim, izjemen, ampak po njem ni poimenovano absolutno nič. Tako ni poimenovano nič po drugem izjemnem človeku, svetovančanu, Jakobu Svetini. Jakob Svetina je bil prvi raziskovalec podzemnih vodnih tokov. Rojen leta 1807, leta 1807
ima Trst, mislim, če se ne motim, 14 vodnjakov. Do leta 1840 jih ima 52. Torej, mulc, ki ga dajo k mojstru, da se izuči za tistega, ki potem zna napraviti te vodnjake. Ta mulc je postal prvi fontanarium, torej danes vodovodar, rečem vodovodar je malo pomešal, mislim, nekaj odzamemo, ampak to je bil človek, ki je bil v celem imperiju znan kot izjemen strokovnjak. On je bil prvi v Evropi, ki se je spustil, si ustvaril pač plovilo, da se je spustil po sifonu v Škocjanske jame. Leta 1839 in potem še enkrat leta 1841 ali 1842. Torej, mi imamo takega človeka, ki je potem tudi te kanalizacijo gradil. Recimo, mi imamo ulico Pindemonte, poimenovano od domačinov na Rualah. Role so pač cevi v bistvu. Na Rualah, ki jo je zgradil on, ampak za božjo voljo Pindemonte je bil pač prevajalec, pesnik, vse kar hočete, ampak vseeno se mi zdi. Je pa v Škocjanskih jamah ena dolga dvorana, velika dvorana, poimenovana po njem. In tega bi se lahko tudi zavedali oziroma ovrednotili. Tukaj govorimo o prvi polovici 19. stoletja oziroma prehodu. Pomembno je bilo, da so ti ljudje dosegli oziroma tako ozavestili druge svoje sokrajane, da so potem dobili šolo. Leta 1854 pride do uradne šole. Spet je en velikodušen gospod, ki da na razpolago 2 sobi, 2 ogromni sobi, za učence. Ker ni šlo tako lahko. Nekdo je moral dati prostor za to, da so se otroci lahko zbrali in se učili. In potem je še škof Legat, ki ga ne smemo pozabiti, nekoliko omenjamo razcvet Trsta, ki poskrbi, da se vse tržaško okolica, da se utrdi. Cerkve so zborno mesto. In tako dobi ti zaselki, pravzaprav jih nekako po glavnih tistih, ki so bile že tako rekoč ulice že ustvarjene, na sredini nekje, da se stičejo, tam se postavi cerkev. In tako, stara cerkvica je vedno tam pod hribom, ampak leta 1858 ima Svet Ivan, oziroma dobi ime Svet Ivan po cerkvi. Cerkev je namreč posvečena zaradi voda, ker je hrib in potem z hriba tečejo potoki. In tako je cerkev poimenovana po Janezu Krstniku. In od tod naprej začne neko, bi rekla, skupnost se zedini, se poveže. Cerkev je tisti povezovalni moment. Cerkev, ki pa seveda ima svojo funkcijo, vendar je odvisna od župnika oziroma župnijskega upravitelja. Tako da oprema cerkve se začne 20 let pozneje, ko pride človek, župnik, župnijski upravitelj pravzaprav, ki zna povezati ljudi, ki hodi zvečer v gostilne, zato da se sreča z moškimi, ki odrejajo, urejajo in bodo pripravljeni tudi dati denar za to, da se cerkev opremi. Ker eno je bilo, ne vem kaj in koliko so prispevali i krajani za cerkev, ampak gotovo vsa oprema je bila pač na plečih domačinov. In je zanimivo,
da je v cerkvi v 70-ih letih je prišlo do prenove, ker v bistvu koncilsko se je preurejalo in tako, da je iz cerkve šla balustrada, prižnica in zanimivo krstilni kamen, ne? Krstilnica, kjer je bilo verjetno tako kot na kropilnikih, so bili izklesani v marmorju lihovi listi. Ampak to je bilo v 70-ih letih prejšnjega stoletja, torej 20. stoletja. Kar je zanimivo je tudi, kako se danes piše v cerkvi, pač nekaj značilnosti je opisanih. Ta cerkev ima en lestenec, ki je meni kot otroku bil vedno manj nekaj groznega, grdega. Ampak, dragi moji, potem ko zveš, da je za ta lestenec gospod Gašperčič dal 2000 kron in ga naročil ne v bližnji livarni, ker tisti Slovenec ni bil pravi Slovenec, ampak v livarni Samasa v Ljubljani. In je iz svojega dal 2000 kron. Torej, mislim, ne majhno vstop. Računajte, 2000 kron v tistih 80-ih letih 19. stoletja, to je bila 1/3 ene hiše. Tako, da bo jasno, koliko je to veljalo in kako so ljudje vlagali. Prav tako, recimo, ko sem vam omenila Josipa Godino-Gvardelskega, Godina-Gvardelski v svojih spominih zapiše, da je dal 100 goldinarjev za oltar svetega Jožefa. Seveda, če je bil Josip, je Jožef njegov oltar. Nikjer ni zabeleženo tega. V 70-ih letih so s križevega pota odžagali slovenske napise. In piše, da jih je pač slikar, ki tudi drugih slik, ki so v cerkvi, da je bil to en manj znani francoski roze. Ker če poznamo zgodovino, vemo, da so rožeti z Komenskega prihajali v Trst in da so naši dajali delo oziroma vzeli mojstre iz svojega kroga. Tako da, ko sem umetnostnega zgodovinarja, ki je pač povedal, da gre za manj znanega Francoza, sem rekla, kako si lahko to, ne? Še en potomec Nabrgoja, torej enega poslanca Tržaškega, zelo uglednega gospoda je ta umetnostni zgodovinar, je rekel, ma ja, veš, se napišejo stvari, ne, se reka, ne, ni pošteno, se reka, zakaj, če je bil rože z Komenskega, se napiše, da je bil rože z Komenskega, če je bil mojster, ne, me to nič ne briga, ampak. In tako gre ta zgodba. Ta zgodba pravzaprav govori o velikodušnosti teh, ki so gradili neko skupnost. Jaz sem vam omenila samo nekaj oseb. Veliko je družin, ki so dejansko ogromno dale in verjele. In ta narodni dom, so opisani tudi drugi narodni domovi v knjigi. Ker ohranja še vedno, torej ta stari, ne. Zdaj, jaz sem stara, ampak tisti, ki so bili v mojem otroštvu stari, so točno ločili po zaselkih. Ta je iz tega zaselka, on je iz onega zaselka. Torej, ni bilo še ta mestna četrt tako ozaveščena. Vsak zaselek je hotel imeti svoj narodni dom. Ko je nastopil fašizem, ko so začeli požigati in preganjati, takrat so te narodne domove, ki so bili vsi zgrajeni s skupnimi močmi. Zato so se ustanavljale tako imenovana konsumna društva, zadruge, katero so ljudje dajali svoje deleže, zato da so to gradili. No, ko je bilo to postalo vse skupaj vprašljivo
In ko so zasegali to lastnino, so drugi domovi prešli na zaupnike. Torej, lastništvo se je prepisalo na zaupnika. Po vojni, kot veste, so upravljali Trst zavezniki in so se izgovarjali, da tega ne morejo spet prepisati na tiste zadruge, ki so bile nekoč pod staro Avstrijo, češ da so oni začasno v tem mestu, upravljajo mesto. Po letu 1954 se o tem sploh ni moglo več govoriti. Tako v taki pač državi smo živeli in živimo. Je pa res, da smo ta narodni dom, o katerem se govori in ki nam ga vračajo, da je ta narodni dom pač bil še možno ga prevzeti, enostavno zato, ker so ga se van uselili fašisti in so tam uredili svoj sedež. In je bil to quis contra nos. To je na kratko zgodba, kar si jaz želim dejansko, da bi brali, da bi poskusili razumeti, kako v bistvu površno živimo, kako je treba biti hvaležni za tisto, kar smo od naših prednikov dobili. Naši predniki so v našo zavest in samozavest vlagali od svojega, velikodušno dajali. In mi, ki živimo v takem velikem pravzaprav izobilju, to si moramo priznati, smo pa zelo skopi. Hvala lepa. Hvala lepa za to izčrpno predstavitev konteksta, v katerem je knjiga nastajala, in predvsem spomin in opomin na pomembne osebnosti, ki so ustvarjale skupnost med slovensko manjšino, oziroma da lahko o tej manjšini danes sploh govorimo. Vendarle pa bi zastavila še nekaj vprašanj. Knjigo ste že predstavljali tudi na Tržaškem, in kakšni so odzivi nanjo, kakšno je dejansko stanje s temi domovi. Temu odgovoru sta se oba nekoliko izognila. Kot sem omenila, večina, tisto, kar je bilo recimo to bogato 19. stoletje, ko se Trst bohoti in razbohoti do prve svetovne vojne, to je dejansko eksplozija. In prva svetovna vojna, seveda po prvi svetovni vojni se začne obnova in potem nastopi fašizem in to so dejstva. Glede narodnih domov, pa je dejansko to bilo zelo kruto. Jaz mislim, z Igorjem mlajšim, pa ki tudi on slišal od starejših, recimo, ko so z veliko bolečino poslušali, kako se poimenuje recimo šola. Naj bo jasno, Slovenci v Trstu dobro poznamo Otona Župančiča, ampak da se osnovna šola pri Svetem Ivanu imenuje po Otonu Župančiču, potem, ko smo imeli recimo enega ustanovitelja čitalnic, fantastičnega učitelja Ivana Pjana. Ivan Pjano, ki je svoje delo za Slovence plačal s tem, da so ga poslali kazensko v najhujšo kaznilnico v Avstro-Ogrski, v Novo Gradiško, tamo Bogu za hrbtom. In mislim,
tisti naši stari iz mojih 50-ih, 60-ih let so se seveda tega spominjali in kar je tudi recimo lepo zame, da so to skušali zapisati, povedati. Človek navadno nima časa, ne, da posluša ta stare, ampak včasih bi bilo treba in hvala Bogu, da so zapisali. Zapisal je tudi Vladimir Bartol. On se je zavedal bogatstva, ki ga je dobil in je dejansko vse tiste svetoivančane, ki so se odselili in ki so živeli v Ljubljani, je potem on hodil spraševati. In če berete njegove knjige, tiste spomine, so tam je eno bogatstvo podatkov. Črpa pa vedno originalno črpanje je vedno Josip Godina Vrtelski. Ti njegovi, veste, ta njegova biografija, ki jo nameni seveda in spet, on tiska knjigo za svojega življenja, ne? Ampak določi, da se tisto knjigo deli med njegove sovaščane oziroma sokrajane po njegovi smrti, da bodo vedeli. To je zastonj. On tiska knjige in jih deli zastonj. To se mi zdi, kar se tiče teh narodnih domov, draga Ignacija, kar je bilo prepisano na zaupnike, je šlo, ker potomci ne morejo vedeti. To je bilo vse tajno. To je bilo vse tajno. Evelina lahko priča, tam smo imeli recimo, tam, kjer je bilo to konzumno društvo, ne? Na Šančelinu. Tam je bila gospa Ernesta. Jaz sem se spraševala, kako je lahko imela ta gospa Ernesta gostilno, zgoraj pa dvorana, plesno, mislim, to ogromno stavbo. Ja, enostavno od svojih staršev je to podedovala, ne? Ker je bilo prepisano konzumno društvo, je bilo prepisano lastništvo na tem. Ohranilo se je to, kar je bilo, kar se je lahko ohranilo, in to je pogrebno društvo, recimo, ki je imelo tudi veliko nepremičninsko premoženje, ampak so se potem pridružili Italijani in so prevzeli upravljanje Italijani. Enostavno, ker pač nismo bili dovolj organizirani, ali pa tako je pač bilo. Nismo, ne bo jasno, nobenega joka in objokovanja. Nekaj bi se pa lahko naučili. Sic transit gloria mundi. Živimo in moramo vedeti, kako upravljamo, kako zaupamo osebam, ki so vredne zaupanja. Mislim, da to je glavno. Hočeš še ti kaj dodati? O domovih mogoče, ne vem, če je Ignacija mislila na bodočo uporabo in spravi, glede osrednjega narodnega doma, Tržaškega, verjetno, če sledite malo, tudi tukaj včasih objavljajo te vesti. Tam je trenutno še vedno sedež Visoke šole za prevajalce in tolmače, se pravi, da potekajo postopki prepisa iz univerze, Tržaške univerze, ki je potem dejansko postajala lastnica objekta in je tudi vložila potem. Tisti objekt je bil še vedno hotel v 70-ih letih, potem je doživel drugi požar, če se ne motim, v 70-ih letih, ko je bil hotel Regina, se nekaj zgodilo. In potem ga je prevzela univerza. In sedaj poteka postopek prepisa lastništva iz univerze na fundacijo, ker lastnica oziroma lastnik Narodnega doma v Trstu je fundacija, v katerih so Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij, se pravi obe krovni organizaciji, deželni krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Republika Slovenija, ki jo predstavlja generalni konzulat, in Republika Italija. To je zdaj lastniška zasnova Narodnega doma v Trstu. To stvar so nekako svečano
beležili takrat, je bil še živ tudi Boris Pahor, tisto leto 2021, ob stoletnici, ko je bil Matareta, ko je prišel Borut Pahor in takrat se je to začelo. Časovnica je pač vprašljiva, zato ker univerza je evidentirala eno poslopje tudi pri Svetem Ivanu, v parku bivše tržaške bolnice, kjer naj bi oni potem prenesli sedanji sedež visoke šole za tolmače in prevajalce. To poslopje jim je dala na voljo tržaška občina, ampak dejansko je treba to poslopje preurediti, mislim, totalen remont, potem prenesti vse, kar je v osrednjem narodnem domu, nov sedež šole za prevajalce in preurediti narodni dom za nove potrebe slovenske manjšine v Italiji. Se pravi, zdaj trenutno uporabljamo nekaj pritličnih prostorov. Narodna in študijska knjižnica ima tam otroško sobo, tako da v glavnem je zaenkrat uporabno samo za tiskovke, za kakšne pobude za otroke. Tako da je težko napovedati, kdaj bo Narodni dom spet v dometu tržaških Slovenk in Slovencev. Jaz tako zelo optimistično mislim, da jaz tega ne bom videl, ampak mislim, govorimo o desetletjih na vsak način, vemo, predvsem to v Italiji, ampak nekoč bo. Medtem ko za Svetoivanski narodni dom, ki je bil, kot smo povedali, je bil last dežele oziroma za prenovo je poskrbela dežela Furlanija Julijska krajina, ampak prav nekje na pol poti med to svečano tvoritvijo, ki smo jo omenili v začetku današnjega srečanja, se je pojavilo vprašanje, kdo bo zdaj nosil stroške za to zadevo. Ker dežela je takoj povedala, gledajte, dežela si prevzame stroške izrednega vzdrževanja, če se zgodi kaj res hudega, ampak za redno vzdrževanje bodo poskrbeli organizacije, ki bodo tam domovali. To v glavnem gre za Slovenski raziskovalni inštitut in za zgodovinski odsek pri Narodni študijski knjižnici. Tako da to je upravičeno skrbelo vseh in tako da so lani nekako prišli do dogovora s fundacijo, da fundacija prevzame lastništvo tudi Svetoivanskega narodnega doma. In ravno letos je tekel pač postopek prepisa lastništva iz dežele do fundacije, ki se mi zdi, da ni še zaključen, ampak smo pri koncu. In kot sem povedal že prej, na predstavitvi te knjige 6. septembra se je nekdo spraševal, zakaj je Narodni dom pri Svetem Ivanu še zaprt. Isti večer sem dobil že par telefonskih sporočil, dajmo sprožiti akcijo zbiranja podpisov za odprtje Svetoivanskega doma in naslednji dan v Primorskem dnevniku je bila že vest, da zgodovinski odsek postopoma, ki se mora seliti iz začasnega sedeža, postopoma prevaža svoje knjige, ker tam bojo v glavnem tiste bolj stare dragocene knjige in etnografski eksponati. Tako da se je nekaj začelo in da se Narodni dom sicer ni še odprl, ampak odpira svoje vrata zato, da zgodovinski odsek prinaša stvari noter. Hvala še za to osvetlitev, da pa ne bom samo jaz spraševala, gotovo je kakšno vprašanje publike. Tukaj v knjigi piše, da je bil Sveti Ivan, torej mi izgovarjamo Sveti Ivan, ne Sveti Ivan, torej Sveti Ivan, tudi v Gorici obstaja Sveti Ivan, torej, da je bil Sveti Ivan nekoč trdnjava slovenstva. Jaz bi rekel, da je še vedno tudi zdaj nekako, ker recimo, če pomislimo, da
slovenske višje šole, ne? V Sloveniji se imenujejo srednje šole, imajo sedež vse po vrsti pri Svetemu Ivanu, ne? Potem je športna dejavnost, ne? Športna dejavnost v Trstu je pri Svetemu Ivanu in nikjer drugje. Že res, da uradne ustanove slovenske manjšine imajo sedež v Trstu, ampak zdaj govorimo o tripu, dejansko športnem, šolskem in tudi konec koncev je treba povedati, poudariti to, kar si tudi ti, Bogomila, omenila, ne, torej vrsta osebnosti, ki so delovale in še vedno delujejo pri Svetem Ivanu, ne, to ni samo Josip Godina Vrdaljski, ampak cela plejada osebnosti do današnjega. Ne, evo, to bi se sprašal poudariti, da predstavimo, ne, ta del Trsta, ne, ki poudari ni samo eden od predelov Trsta, ampak nekaj več. Gre za to, je vključeno? Ja, zdaj je izključeno. Je? Ja. Gre za to, da dejansko potencialno so vse možnosti. Šole, športni center, zdaj bomo imeli Slovenski raziskovalni inštitut, zgodovinski odsek, Narodne in študijske knjižnice. Torej, možnosti je, odvisno je od tega, kako smo mi na to pripravljeni. Je treba upoštevati, jaz sem si zastavila namreč nekoč, da vem vedno zgodovini, meni je to antipatično, ampak včasih je treba pogledati nazaj, zato da razumeš, kam smo prišli in zakaj smo tam, kjer smo. Začela sem se ukvarjati, ker dejansko trdnjava slovenstva v 19. stoletju, ko ta stari so govorili vedno o nekih veličinah in jaz sem živela v nekem prostoru, in tukaj govorim od 50 let dalje, ki pa je bil vsak dan bolj ubog. In potem, ko sem začela raziskovati in videla to, koliko je bilo vloženega v to skupnost in kako je ta skupnost tudi proizvajala, sem se zavedala, kaj pomeni to, da ti po vojni, recimo, so bili razseljene osebe, razseljene družine, vse to so pošiljali ti, to, kar so bili recimo ezuli, ti prebežniki, vse to so pošiljali, to so osebe za Božjo voljo potrebne vse pomoči, ampak kako ti jih naselijo v tako, kjer je bilo še močno slovensko, mislim, ne vem, če je bila še trdnjava, ampak moj oče je kupil konec koncev hišo tam, živeli so v središču, za svojo družino jo je kupil tam, ker je vedel, da je tam neko slovensko bogatstvo, neko možnost za razvoj. Ko sem jaz v svojem otroštvu to doživljala že kot razpadajočo družbo, kot družbo, ki zamira, umira. Zdaj, jasno, odvisno od tega, kako in kaj bomo vložili v to, kar se nam zdaj obeta. Časi so se spremenili, recimo, kot sem omenila na začetku, in je omenil tudi Igor, Italijani so sprožili to moje pisanje. Torej pomeni, da je zanimanje, da je tudi ozaveščanje, vsaj pri enem minimalnem številu someščanov, da je Slovenc enakovreden Italijan. Ampak zdaj je treba na tem močno delati. Jaz mislim, imamo seveda vse pogoje, ampak je pa pri nas, bi rekla, Igor, ti me boš potrdil ali pa obvrgel mojo trditev, da si zelo radi med nami
mečemo polena pod noge. To je specifika. Upam in si želim, jaz teh polen, jih znam preskakovati, sem se začela učila, to meni ni težava. Dejansko je to en velik problem. Trdnjava, ja, če jo bomo znali mi vzdrževati. Če smem zelo na kratko, tako da ponazorimo. Jaz sem odrastel v hiši in sem tam rojen, ki je mogoče na slabih 50 metrov daleč od njene hiše. In je bila prav taka povezava vrtov. In tam so bile, ko sem bil, jaz sem se tam odselil v en drugi predel Svetega Ivana pri svojih 12 in takrat, če tako povzamem, če sem šel iz cerkve do doma, da sem prišel do svojega doma, se pravi potem do Milice in tam okrog nas so bile še 3 slovenske družine, ne? Tam Grudnovi in gospa Giovanna in po Brandeži, ko sem šel gor, sem srečal še 10 takih hiš z vrtom, kjer so bili sami Slovenci. Ko sem se odselil pri svojem 12. Se je malo spreminjala slika. Zdaj, ki sem hodil na obisk k njej, ko smo se dogovarjali za knjigo, jaz tistega dela mesta nisem več spoznal, in sem jo spraševal, ima stike tistimi, ker od takrat, ko sem se jaz odselil, je prišla že 3. generacija novih, ki so na novo preuredili vse te hišice, ki se jih jaz dobro spominjam in ki verjetno zanje je lepo, ker je relativno dober zrak, je veliko zelenja, ne, ampak to o trdnjavi slovenstva, če s tem rečemo, je v redu, imamo sedeže šol, ne, ampak to bi lahko bile tudi druge naše šole. So k sreči pri Svetem Ivanu, se pravi, da vse, kar je slovenskega, se potem steka k Svetemu Ivanu. In to ostaja. Med drugim so tudi obnovili, ne, tisto Jožefa Stefana in Zoisa v bivšem je zelo lepa, sodobna šola. In imamo potem še bolj, ne, v petek smo praznovali 60-letnico ustanovitve košarke, se pravi, Bor je bil ustanovljen še prej, ne, ta utrip gotovo teče, ne, ampak recimo, da bolj kot trdnjava slovenstva bi rekel, da si prizadevamo za ohranitev slovenstva, ne, v novih okoliščinah, se pravi s tem, da smo tudi pripravljeni sprejemati ljudi, ki govorijo bolj malo ali sploh ne govorijo, pod pogojem, da sprejmejo, kot je povedal Renato v svojem lepem govoru, da sprejmejo našo specifiko in tudi da vedo, kje so, ne, da ne bodo mislili, da prihajajo športati, kot se pravi po novem, v eno sredino, ki je lahko katerakoli. Še kakšno vprašanje morda? Morda bi zgolj in samo še za zaključek, čeprav ste že zelo lepo zaključili, o tej odločitvi, da ste vendarle knjigo izdali dvojezično in na kak način bo ta knjiga je že doživela odziv. Vem, da ste jo delili naročnikom Primorskega dnevnika in ali je to način in pot, da bo morda ta zavest o pomenu čuvanja, ohranjanja teh domov dobila nek odziv v najširši možni tržaški javnosti. Ja, jaz sem prej pozabil povedati, sem povedal, da smo sozaložniki, ampak nisem povedal, kdo je še sozaložnik. To je založba Pudolibri, manjša založba iz Goriškega, ki je med drugim tudi založila v Italiji, izdala prevod Črnega plamena, ne, tega striporomana Smiljanićevega, ki
kot zadruga potem svojim članom delili ob 25-letnici ustanovitve, čeprav nam je COVID zagodil in smo potem zamudili roke dalje. Spravi, knjigo smo natisnili zato, da bi jo podarili vsem članicam in članom zadruge Primorskega dnevnika in potem nekaj izvodov, mislim, da še 100, gre pa v prodajo. Tako da po prvi predstavitvi, da Milica tega ni rekla, ampak meni se je zdelo, da uspela je bilo preko 40 ljudi in kar je pomembno, ker pri nekaterih predstavitvah sem že sodeloval in vem več ali manj, kako je s prodajo, smo prodali več kot 20 izvodov tisti dan. Se pravi, da vsaka druga prisotna oseba je knjigo kupila, in tudi nekateri člani in članice zadruge, ki jo bodo dobili brezplačno, so kupili tisti dan. Tako da je spodbudno. Zdaj mislim, da je naslednja taka priložnost, da knjigo še bolj promoviramo, Boslofest, ki se bo začel v središču Trsta v četrtek. Tam bo Primorski dnevnik imel svojo stojnico, tudi zadruga ima svojo stojnico, zato da tudi to bo ne bo ravno predstavitev, ker program je že prenatrpan, ampak knjiga bo in bo tudi v prodaji, ker ima tudi Tržaško knjižno središče na svojo stojnico, tako da zdaj naprej bomo planirali malo bolj intenzivno tudi te prodaje. Oziroma, ne prodaje, predstavitve, ki jih mislimo potem porazdeliti enakomerno po teritoriju in pride do Goriške. Ta aplavz je pomenil, da je seveda ta naš dogodek zaključen. Hvala Igorju Kocijančiču, hvala doktorici Bogomili Kravos. Iskrena hvala, da ste sem v naš prostor prinesli zavest o tem, kaj pomeni dom, ustvarjanje skupnosti, in upamo seveda, da bo ta zavest doživela večji odmev tudi pri odločevalcih tukaj v matičnem prostoru, ki jih danes ni bilo z nami, pa upam, da si bodo ta posnetek današnje predstavitve ogledali. Hvala vsem. Hvala.